ti si lahko menedžer, če poznaš področje. Jaz pa področja ne poznam dovolj dobro, niti ne vem, pa recimo DSP sem dolgo zamenjeval, ko sem bil ravnatelj, sem mislil, da je to Društvo slovenskih pisateljev, zdaj, ko sem pa predsednik, pa razmišljam, da je to dodatna specialna pomoč. Ali pa jak, ko jaz slišam besedo jak, jaz si predstavljam unga tibetansk poved. Razumete? Boste že kmalu ugotovili, kaj je to. Poštimo do jaka, da ste financirani tudi od njega. Jaka ali faka. Tega mislim, jako. Samo to, zdaj bo kmalu izbruhnil 8. februar, bo vesoljno slovenstvo vzduhovalo o tem, kako je beseda ohranila ta narod pri življenju. In eden od glasnikov je je združenje, kot tudi pen slovenski, pa bi nas res tako retorično vprašala, ta hip leta 2020, kaj Društvo slovenskih pisateljev pomeni za ta narod, kakšna je njegova vloga v tej državi in kako ga vidite vnaprej? Zelo resno vprašanje, odgovor je pa tudi zelo resni. Za krizo v zdravstvu so krivi zdravniki. Za krizo v šolstvu so učitelji, za to drugo krizo, v kateri pa lahko sumva, da obstaja, so krivi pa avtorji. Tako da tukaj, veste, ni nobenega usmiljenja, tukaj ni nobene sentimentalnosti. Nič. Društvo slovenskih pisateljev je odvisno od dela programov. Nima drugih dohodkov. Ni nič. Tukaj je Vilenica, tukaj je Slovenska pisateljska pot, potem je, ne vem, 5-6 programov, od tega je treba plačati vse izvajalce, razlika, ki se jo pa jaz tako odrezal kot pač kos torte, je pa 25% od vsakega programa. In na tem ti lahko gradiš nove programe. In sodelujemo mednarodno in ne vem kaj, pošiljamo ljudi ven, prihajajo k nam, pa tako. Vse skupaj me zelo spominja na Jugoslavijo. Tako da, jaz bom o tem odkrito govoril. Moj namen, moje poslanstvo je v tem, da stvari uredimo, da postane društvo spet, bi rekel, avtonomno, pa ne v tem, da se za vsako stvar neki tam oglašajo, pa tam svečke požiga, pa nekaj. To ni stvar moči. V političnem smislu gledano, če ti hočeš uspeti, moraš imeti politično moč. Ti ne moš reči, jaz sem društvo pisateljev, poslušajte me. Politiki rekli, te prsne. In to so tudi naredili večkrat že. Zato, ker naša moč ni realna. Ko se vi z nekom pogovarjate, ko vi od nekoga nekaj hočete, morate imeti v rokah adute. Ne morate vi, zdaj, tako kot so učitelji pa ravnatelji hodili na ministrstvo za šolstvo nekaj fehtati, oni so jih 2 ure poslušali, pa so prišli ven pred koncem. Ne moreš, ti moraš imeti pravo moč v rokah. Prava moč pa ne izvira iz tega, da ne fehtaš za denar.